Lepo pozdravljeni, v središče je prišel Jožef Horvat, poslanec Nove Slovenije. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Prosim, bova kar na ti, a ne? Ja, seveda. Jože, začniva pri normirancih, torej ta boj Nove Slovenije pravzaprav že skozi ves mandat Golobove vlade. Zdaj je vlada recimo spoznala svojo zmoto, kot so se izrazili, ne? NSi pa ima svoj predlog. Zakaj je predlog Nove Slovenije boljši od vladnega? Naj za začetek omenim, da so normiranci neke vrste naš zakonodajni otrok že iz leta 2014. Takrat smo tudi uspeli kot opozicijska stranka. Golobova vlada je z novelo zakona o dohodnini že dvakrat poslabšala položaj normirancev. Eden od članov vlade mi je celo povedal, da je pač to v okviru svete vojne, ki jo ta vlada pelje proti zdravnikom, se pravi zaradi zdravnikov. Na splošni razpravi o naši noveli zakona o dohodnini smo postregli z izračuni. Na nek način, na našo srečo je vlada prejšnji teden sprejela izhodišča za spremembo ureditve normirancev in normalno, da aktivna stranka, kot je Nova Slovenija, normalno, da smo šli takoj delati matematične izračune in matematične primerjave. Naša novela zakona želi spraviti ureditev normirancev v isto formo, v isto vsebino, z istimi določbami, kot so veljale pred Golobovo vlado. Golob je to zdaj zelo zakompliciral in ta izhodišča dejansko pokažejo, če smem predstaviti naš izračun za dva primera. Recimo normiranec s prometom 80 000 evrov na letni ravni bi po vladnem predlogu plačal 3200 evrov več davka. Hkrati pa bi zaradi višje davčne osnove plačal tudi dobrih 4800 evrov dodatnih prispevkov za socialno varnost. Če to seštejemo, vidimo, da vladni predlog normirance za 8000 evrov na letni ravni bolj obremenjuje kot predlog Nove Slovenije. Pa recimo zdaj drugi predlog, normiranec s 100 000 evri prometa bi po vladnem predlogu plačal 6400 evrov več davka kot po predlogu Nove Slovenije. Prispevke za socialno varnost pa bi se mu povečali kar za dobrih 9600 evrov, kar pomeni, da gre za dodatno obremenitev v višini 8000 evrov. 8000 evrov po vladnem predlogu. To so številke, lahko bi zdaj na dolgo razpredala, modelirala, ampak to so številke, ki dejansko kažejo, da je vladni predlog bistveno slabši, kot je predlog Nove Slovenije. Itak pa je, zdaj že poznamo razmišljanje Golobove vlade. Golobova vlada in koalicija državljanom, torej tudi podjetnikom, ne zaupa. In če mi pravimo, da v parlamentu sprejemamo zakone za ljudi, ljudje pa s tem niso zadovoljni, kakšna je to politika? Takšne politike se mi ne gremo. Tudi govorilo se je včeraj oziroma ob razpravi o zlorabah sistema, o izkoriščanju, o porastu števila normirancev, kot da se izhaja iz neke manjšine, ki mogoče res nezgledno ravna, ampak se cel sistem skuša porušiti zaradi neke recimo manjšine, ki mogoče dejansko ne izvaja stvari tako, kot je treba. Točno, to je tudi eden od modusov operandi, kako ta vlada deluje. Saj se spomniva enega podjetja, ker je Luka Mesec ugotovil, da čas prisotnosti delavcev na delovnem mestu ni bil evidentiran in tako naprej. In potem je Luka Mesec oziroma Golobova vlada vpeljala štempljanje. To za mene je to kamena doba, kamena doba. Mi imamo nadzorne organe, imamo FURS inšpekcijo, ki mora davčne zavezance nadzirati. Če kdo zlorablja, izkorišča zakona ne spoštuje, tega je enostavno treba sankcionirati. Zato imamo nadzorne organe in to je zelo jasno. Pa da ne bi zdaj izpadlo, da mi tukaj favoriziramo izključno podjetnike, delodajalce. Ni res.
Zdaj, upam, da je že vesoljnemu svetu znano, da mi zagovarjamo socialno-tržni model gospodarstva. Socialno-tržni, kar pomeni, trg naj deluje v maksimalni meri, država naj posreduje oziroma vpliva, regulira samo toliko, kot je potrebno. In mi vemo, in vsi vemo, da so delavci najdragocenejši kapital vsakega podjetja, če hočeš lastnika podjetja ali pa direktorja. To nam vsi na terenu povejo. Tako da, ko govorimo o normirancih, o podjetnikih, govorimo pravzaprav predvsem o njihovih zaposlenih. Zakaj? Ker so oni v večini. In govorimo o njih zato, ker želimo, da podjetje dobro prosperira. Za to gre. Vzpostavlja se neka logika, da vlada se poda v nekaj, se zaleti v nekaj, tako je bilo pri normirancih, omenil si štempljanje, pa tukaj imamo še mogoče omrežnino, romsko problematiko, ne? Ker daje vtis, da se v nekaj zaleti, potem se potegne nazaj se pa iz različnih razlogov, zato ker ankete mogoče pokažejo nasprotno ali pa zaradi tega, ker jih privije Nova Slovenija, ker vse to, kar sem naštela, so pravzaprav popustili zaradi prizadevanj Nove Slovenije in pritiskov. Absolutno, bili smo prvi, ki smo opozarjali na slabo rešitev glede omrežnine, ne. Takrat so nam, se spomnim, strokovnjaki za elektroenergijo iz Svobode govorili, da mi pojma nimamo, ne. Potem se je zbudil celo Golob, ne, in je želel odstaviti direktorico Agencije za energijo, ne, in tako naprej. Ampak zaenkrat še imamo koliko toliko demokracije, v diktaturi bo to on naredil čez noč, ne. In te diktature vedno več čutimo. In ja, vlada naredi ogromno napak, ne posluša ljudi, za katere sprejemamo zakone, kaj šele, da bi poslušala opozicijsko Novo Slovenijo, in potem, ko vidi, da se je zaletela v zid, potem potegne ročno, ne, malo prepozno, ne, je že v zidu, ne, in potem nekako adaptira svoje rešitve in celo, neverjetno, po dobrih 3 letih prizna, da tudi oni niso nezmotljivi. Dobro, da imamo Novo Slovenijo, ne? Ja, dobro, da imamo Novo Slovenijo, da jih na to opozarjamo. Dobronamerno. Mi ne želimo nekega političnega boja, konflikta, nekih političnih točk, zgolj z argumenti, z številkami, če hočeš, z matematičnimi modeli jim pokažemo, da tako ne gre. In seveda s primerjavo, kako so določene zadeve rešene in dobro funkcionirajo v nekaterih evropskih državah. Misliš, da bodo tudi pri obvezni božičnici spoznali svojo zmoto? Kdo bi rekel, da mogoče mi zaradi naših stališč nekako nasprotujemo temu, da bi delavci dobili božičnico, ampak moramo pojasniti, da obvezna božičnica je nesmisel, oksimoron pravzaprav, ne? Drži in mislim, da se lahko strinjava in tudi najini gledalci, da je očitno v Svobodi vse več obveznosti, ne? Vse več obveznosti, vse večja regulacija in tako naprej. Čeprav so zdaj menda izhodišča poslali ekonomsko-socialnemu svetu, ampak vidi se, da ekonomsko-socialni svet tukaj pri tej koaliciji ne bo spoštovan, ne bo upoštevan, ne. V Novi Sloveniji pa smo vedno zagovarjali božičnico neobdavčeno, se pravi, da se ne plača dohodnina, pa ne prispevki, in božičnico kot neko neobdavčeno nagrado bi morali uzakoniti, seveda neobvezno, ker podjetja v različni branži različne dobičke ustvarjajo. Če je nekdo v elektroenergetiki, tam vidimo, da so dobički astronomski. Če pogledamo neko drugo branžo, tam vidimo, da enostavno podjetnik ne bo mogel izplačati božičnice. Sam se bojim, da bo ta božičnica kot 14. plača morda kje tudi zadnja plača. In tu je naša skrb za zaposlene. Ne, zato mi tukaj pozivamo k zdravemu razumu. In če smo pri božičnici, poglejva, v začetku mandata, takoj, ko je nastopila Golobova vlada, je razveljavila naš zakon o dohodnini, ki je državljanom s povprečno plačo zagotovil
na letni ravni za približno 1200 evrov višjo neto plačo. Vsako leto. 22, 23, 24. To je Golobova vlada razveljavila, kar pomeni, da je Golob že 3-krat vzel božičnico v višini poprečno 1000-1200 evrov. Letos, 2025, bo vzel 4. In zdaj seveda, kdor približno samo daleč spremlja politiko, je najbrž slišal Golobovo obljubo, božičnica bo, in ljudje razmišljajo, fino, Golob bo božičnico dal. Nič ne bo dal. On je že 3-krat vzel, enkrat pa bo še vzel. To je njegov rezultat. To je njegov modus operandi in zdaj se na nek način nazaj vleče in hoče vsem dati enako božičnico, obvezno, naj stane, kar hoče. Boštjančič tega denarja v proračunu nima. Poslovno leto gre proti koncu, vsak pameten poslovnež naredi poslovni načrt, tega stroška ni v poslovnem načrtu. Kako bodo to nekateri speljali, tisti, ki so morda glede poslovnih rezultatov tik nad vodo, ti bodo zdaj šli pod vodo, a bodo šla podjetja v stečaj, ne vemo. Ali pa bodo pa morda poslušali Goloba, ki je podjetnike nagnal iz Slovenije in jim rekel, pejte na Hrvaško, pa si tam optimirajte poslovanje. In to govori predsednik vlade. Prepričan sem, da tega ni nikjer na svetu. Pa še za konec eno tako predrzno vprašanje. Misliš, da bo predsednik vlade tudi od normirancev zahteval, da si izplačajo božičnico, tudi samozaposleni, da si izplačajo božičnico? Še ena birokratska zankica? Veš kaj, on o tem niti ne razmišlja. Ne? On je živel pravzaprav v 9 nebesih, tudi midva bi bila zelo uspešna menedžerja, če bi prodajala elektriko. Ne? Kako pa nek samostojni podjetnik funkcionira, to očitno Golob pojma nima. Ne? Sploh ne razmišlja o tem, kaj pa se zgodi, če je podjetnik, samostojni podjetnik, sam zaposlen, če je na bolniški, če zboli. Kaj pa potem? Ne? To so naše skrbi, mi o tem razmišljamo, Golob očitno ne. Ja, je ključno vprašanje, torej eno od vprašanj je, kako si bo ta normiranec, ki ga zdaj dušijo na različne načine, kako si bo zdaj ta obvezno božičnico izplačal. Iz prenakazov iz enega računa na drugega. Ne? Ja. Ampak zanimivo je tudi, če poslušamo različne člane vlade, ne, 4. avgusta je Matjaž Han, prvi branik slovenskega gospodarstva v vladi, povedal, da nekako v tem smislu, da je bila napaka, da je vlada ponovno zaostrila in stisnila normirance, da to bil celo strel v koleno, ne. Zdaj, upam, da ne bi njegovo, ne. In potem smo mi razumeli, Matjaž in Han in SD bo našo novelo dohodnine, ker urejujemo normirance, tako kot so bili pred Golobovo vlado, da bodo to podprli. Včeraj so povedali, da bodo nasprotovali. Tako da tu se mi vedno bolj nekako ponovno postavlja v ospredje dejstvo, da so v politiki potrebna dejanja, ne pa blebetanja. Odličen zaključek. Hvala, Jože. Hvala lepa še enkrat za povabilo. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Se vidimo kmalu.